Tako, bomo skupaj rešili naloge iz mature, in sicer prvi del številka 1. Kar začnimo pri prvi nalogi. Tole. Izračunajte velikosti kotov. Zdaj, tukaj imamo kote, alfa, beta, gama, delta, in ker so to skupaj sestavljajo cel krog, vemo, da je alfa plus beta plus gama plus delta enako 360 stopinj. In mi pa vemo, da je alfa 2x kvadrat plus 20, beta piše, da je 2x plus 5, gama je 8x minus 2 in delta 4x minus 3. In vse to je 360 stopinj. Zdaj imamo pa 2x kvadrat pustimo. Imamo 2x pa 8x pa minus 4x, se pravi 10x plus 4x je 14x. Od številke pa 2 plus 5 pa minus 2 pa minus 3, se pravi minus 3 pa plus 5 se krajša, ostane plus 20, pa minus 360, se pravi tukaj imamo plus 20, pa 360 damo nazaj na to stran, minus 360 in dobimo skupaj 340. Minusa. In to je nič. Zdaj vse skupaj lahko krajšamo za 2. Vedno poskušamo poenostaviti, če je kakšna številka, s katero se dajo deliti členi, zato da dobimo manjše številke, ker manjše kot so številke, manjša je možnost, da se zmotimo. Tole je 170 in takoj vidimo, da je to v bistvu x plus 17 krat x minus 10. Poviji to razstavimo. Ker zdaj 17 krat 10 je 170 minusa, plus 17 pa minus 10 je pa plus 7. In zdaj vemo, da je prva rešitev minus 17, druga pa je 10. Ali je lahko rešitev minus 17? Glede na to, da tukaj le piše, da je recimo kot beta 2 krat minus 17, to je minus 34 plus 5, bi bilo to minus 32, kar je nemogoče. Zato ta rezultat ni dober, ampak je samo 10 stopinj. Stavimo noter, 40 minus 3 je 37, 80 minus 2 je 78, potem tukaj je 20 plus 5 je 25 in 2 krat x kvadrat, to je 100, je 220. In če te stopinje združimo skupaj, bomo dobili ravno 360 stopinj. In gremo k naslednji nalogi. Eto, pri drugi nalogi pa imamo romb. Takoj se spomnimo, kakšen lik je sploh romb. Romb je štirikotnik, ki je hkrati deltoid in hkrati paralelogram. No, takole. Torej, skiciramo romb. No. Nekako takole. Vse stranice so enako dolge in diagonali se sekata pravokotno. In kar je še pomembno, da se diagonali med seboj razpolavljata. Zdaj, kaj imam podano? Obseg romba je 40. Obseg je 4 krat a, ker vse stranice so a in obseg je 4 krat a. In to je 40. Iz tega dobimo, delimo 4 in dobimo, da je a 10. Dolžina diagonale AC je 15, se pravi od tukaj do tukaj 15, to pomeni, da je vsaka polovička 7,5. Narišite skico romba in izračunajte velikost notranjega kota pri oglišču B. B, torej beta, tole nas zanima. Zdaj, glede na to, da je to 10, to je tudi 10,
to vse skupaj je 15, lahko uporabimo kosinusni izrek, ki pravi, stranica na kvadrat je vsota kvadratov drugih dveh stranic, prav 10 na kvadrat plus 10 na kvadrat, minus 2-krat produkt obeh stranic, krat kosinus vmesnega kota, v tem primeru beta. To je zdaj 225 je 100 plus 100, minus 2 krat 10 krat 10 je 200, kosinus beta. Zdaj lahko damo to na drugo stran, ostane 200 beta, 200 krat kosinus beta, ata plus, tukaj pa 100 plus 100 je 200, minus 225 je minus 25. Lahko vse skupaj delimo s 25, če zaradi tega, da številke malenkost zmanjšamo, je to 8 krat kosinus beta je minus 1 in iz tega kosinus beta je minus 1/8. Potem pa dobimo beta je a cos kosinus od minus 1/8 in s kalkulatorjem izračunamo, kolikšna je vrednost. Prav, r cos kosinus od minus 1/8, 1/8 lahko tudi 1 deljeno z 8 napišemo, pa pazimo predznak in dobimo, da je 97 stopinj in še nekaj naprej. 97 stopinj in 10 minut in 50 sekund, torej 11 minut zaokrožimo navzgor in to je odgovor. V naslednji nalogi. Torej bomo rekli. Tretja. Na sliki sta kvadrata ABCD in EFGH s skupnim središčem. Ploščina osenčenega dela je 8 cm, dolžina, se pravi, tole je 8 kvadratnih centimetrov, tole, in dolžina daljice AC, AC je pač od tukaj dol, ta dolžina pa je 7 krat koren iz 2. In zdaj imamo vprašanje. Izračunajte ploščino kvadrata EFGH in dolžino njegove stranice, izračunajte še dolžino stranice kvadrata ABCD, se pravi, zanimata nas dolžini stranic obeh kvadratov. Če je tukaj 8, osenčen del je 8 tudi tale na drugi strani in to pomeni, da je skupna ploščina kvadrata GHEF, ki je v bistvu A krat A, to je ploščina in je 8 krat 2, torej 16 kvadratnih centimetrov, to pomeni, da je A 4 centimetre. Tole, to je 4, to je 4, to je 4, vse 4. Ker je ta diagonala v velikem kvadratu, si ta kvadrat izrišem, tole, in zdaj vem, da je ta diagonala 7 krat koren iz 2. Zdaj, to je A in to je pravokotni trikotnik. In po Pitagorjevem izreku velja, da je diagonala na kvadrat enako A na kvadrat plus A na kvadrat, kar je 2A na kvadrat. Naša diagonala je 7 krat koren iz 2, damo na kvadrat in je 2A na kvadrat. 7 na kvadrat je 49 krat 2, koren iz 2 na kvadrat je 2, je 2A na kvadrat, se dvojka pokrajša in ugotovimo, da je A enako 7. Odgovor je seveda samo pozitiven, ne more biti minus 7. To pa pomeni, da je torej ta, recimo je A črtica 7 in ploščina velikega kvadrata je 7,49 kvadratnih centimetrov.
Potem pa še pravi, izračunaj, koliko odstotkov ploščine kvadrata ABCD predstavlja ploščina kvadrata EFGH. Ja, zdaj imamo pa tako. Če je ploščina kvadrata ABCD, torej 49 100%, nas zanima, koliko je potem ta manjša ploščina, ki je bila pa 16. To je pa naš P, recimo, notranji. To je pa x procentov. In zdaj lahko samo s križnim računom to naredimo. X je 16 krat 100, polovljeno z 49. Poračunamo. 16 krat 100, deljeno z 49 in pride 33%. Se pravi nekako na kvadrata. In že gremo k naslednji nalogi. To je tale, recimo je 4. Izračunajte velikost največjega kota v trikotniku, katerega dolžina stranic merijo 6, 7 in 10 centimetrov. Se pravi, če si skiciramo ta trikotnik, hitro ugotovimo, da največji kot leži nasproti najdaljše stranice. Recimo, da je ta 10, naj bo potem to C, A bo C, B je 7 in A je 6. Zanima nas torej kot gama, uporabimo kosinusni izrek. 10 na kvadrat, se pravi stranica na kvadrat, vedno začnemo s tisto stranico, ki je nasproti kota, s katerim se ukvarjamo, je 7 na kvadrat, vsoti drugih dveh stranic, minus 2 krat 7 krat 6 krat kosinus gama. Torej imamo 100 je 49 plus 36 minus 2 krat 7 je 14 krat 6 krat kosinus gama. Zdaj tole bomo vse skupaj premaknili na drugo stran, pa še izračunamo 14 krat 6, to je 60 plus 24 je 84 kosinus gama. Tukaj pa imamo 49 plus 36 pa minus 100, kar pride 15. Zdaj delimo 84, zato da bomo dobili samo kosinus. Tukaj se pokrajša in dobimo, da je kosinus gama 15,84. Iz tega pa je, da je gama A kosinus 15,84. Shift kosinus od 15,84. Tokrat je pozitivno. Pravzaprav je negativno, tukaj je minus, pa tukaj je minus, tukaj je tudi minus, eto. In pride 100 stopinj, 100,28 stopinj, 100 stopinj in 17 minut. To je naš kot gama. Tako, gremo kar k naslednjim. To je že 5. najbrž. In pravi takole. Na sliki je kvadrat z dolžino 4 krat koren iz 2. Tole je 4 krat koren iz 2. In polkrog, katerih premjer je enak dolžini stranice. Z dolžino diagonale 4 krat koren iz 2. To pa že od nekod poznamo. Prav, če je to A in to A, dolžina diagonale pa je 4 krat koren iz 2, potem lahko izračunamo, koliko je A. Zakaj? Ker imamo pravokotni trikotnik in že vemo, da je kateta 1 plus kateta 2, to je A kvadrat plus A kvadrat, je 4 krat koren iz 2 na kvadrat. To je 2A kvadrat, je 16 krat 2,
Dvojka se pokrajšajo, a kvadrat je 16, torej a je 4. Ta stranica je torej 4 in ta tudi 4 in ta tudi 4. Vprašanje pa je, izračunajte ploščino osenčenega dela. Tukaj vidimo, da imamo 4 polkroge, to isto, kot da rečemo, da imamo skupaj 2 kroga. In ploščina kroga je pi r kvadrat, ker imamo pa 2, bomo rekli 2-krat. In je to 2 krat pi krat 4 na kvadrat. 4 na kvadrat je 16 krat 2 je 32, torej 32 pi kvadratnih centimetrov. Lahko pustimo tako, lahko pa še na mesto pija vstavimo 3,14 in dobimo 100,48, nekako na 2 decimalki, ponavadi zaokrožimo. In gremo naprej. No, kaj imamo pa sedaj? Kje pa zdaj že neka prizma? Zlata palica ima obliko 4 strane pokončne prizme. Njena osnovna ploskev je enakokraki trapez, ki je tukaj narisan. Osnovnica je 13, stranica je 6 in višina je 8. Dolžina palice je 33, zaprav tole je 33. Izračunajte maso zlate palice, če je gostota 24-kratnega zlata. Zdaj to je samo podatek, kakšna vrsta zlata je, to ni nič druga. Gostota je tokle. Masa piše, da je volumen krat gostota, pri čemer imamo masa v prostornina rho gostota. Najprej bomo mogli volumen izračunati. Volumen poljubne prizme je osnovna ploskev krat višina. V našem primeru je višina tole. Osnovna ploskev pa je ploščina trapeza, ki pa je osnovnici polovico, to je srednica krat višina. In v našem primeru je to 13 plus 6 polomljeno z 2 krat 8, to se pokrajša, je 4. 13 plus 6 je 19 krat 4 je 40 in 36 je 76 kvadratnih centimetrov. Prostornina pa je teh 76, zdaj bomo pa to višino vzeti, ne? Višino telesa, ki je v bistvu naša dolžina, je 76. Pri matematiki ni nujno pisati zraven enoten, če jih ni nič narobe, treba pa ni. Pomembno je, da je v rezultatu enota. 76 krat 33 je 2508 kubičnih centimetrov. Zdaj pa, naša gostota je na kubične metre, zato moramo dejansko te kubične centimetre spremeniti v kubične metre. Lahko si pomagamo s tablico, kjer napišemo kubični centimetri, kubični decimetri, kubični metri. In pri vsakmu so 3 številke, ker so kubični, če bi bili kvadratni 2, če bi bili navadni samo 1. In pišemo to številko 8052. Se pravi, to je, tukaj so pa nič, ko nič ne napišemo. 0,025 kubičnega metra. In ko računamo maso, je to samo volumen, to je torej ta številka, 508 kubičnega metra, krat gostota, ki je 19300 kilogramov na kubični meter. Se kubični metri pokrajšajo. Mi pa to številko pomnožimo z 19300, kar je 48,4 kilograma. Lepa količina zlata. In zdaj še piše naprej, kolikšna bi bila cena zlate palice z maso 48,4 kilograme. Vidimo, da imamo prav rezultat. Če je cena 24-kratnega zlata 36,90 evrov za gram. Zdaj moramo pa teh kilogramov
se pravi teh naših 48,4 kilograme. Zdaj zopet si lahko naredimo tabelco, pa zopet kila, hekta, deka, desa, ne? In mi imamo kilograme, ki jih je 48,4, nič. To so kilogrami, hektogrami, dekagrami, grami. Zapravo to je 48.400 gramov. In ker vsak gram te stane 36,90 evra, je to zdaj je 48.400 recimo pomnožimo z še imamo. Tako, pomnožimo z 36,90, to naredimo s kalkulatorjem in dobimo, da je to 1.785.940 evrov. Lep znesek v eni sami palici. Gremo naprej. V kvadratu na sliki točka P razpolavlja stranico AB. To pomeni, da je vsak konček dolg A. Polovic, recimo, če jo razpolavlja. Dolžina daljice DP je 4-krat koren iz 5. Na desetinko natančno izračunajte daljico AD, to je naš A, plus DP, to je tole, plus PB, vemo, da je A polovic, plus BC. BC je zopet A. Se pravi, to skupaj je bilo v bistvu A plus 4-krat koren iz 5 plus A polovic plus A. To je torej 2A, to je 4A polovic, skupaj 5A polovic plus 4-krat koren iz 5. Če bi imeli A, bi bil odgovor že rešen, zato bomo izračunali zopet Pitagorjev izrek. Kateta na kvadrat, to je ta, plus tole na kvadrat, to moramo dati vsakega posebej, in je to A na kvadrat četrtin, je isto kot 4-krat koren iz 5 na kvadrat, se pravi 4 na kvadrat je 16, koren iz 5 na kvadrat je 5. Zdaj lahko damo tukaj na četrtine, pa imamo 4A kvadrat plus A kvadrat je 5A kvadrat četrtin, je isto kot 16 krat 5, to je 80. Zdaj ta štirka gre na drugo stran, lahko križem kražem pomnožimo, torej 5A kvadrat je 80 krat 4, delimo spet. Dobimo, da je A kvadrat 80 deljeno s 5 je 16 krat 4 in A je koren iz tega. Koren je 16 krat 4 in je to 4 krat 2, to je 8. Lahko tudi izračunamo pol korenu. To pomeni, da imamo tukaj 5 krat 8 polovic plus 4 krat koren iz 5. 5 krat 4 je 20 plus 4 krat koren iz 5. Zdaj moramo pa še napisati, ker je to v centimetrih, dati v oklepaj, pa zapisati centimetre zraven. Tako. Gremo k naslednjem. Šesta je bila tale 7. In tole je naša 8. naloga. Tukaj dan je pravokotni trikotnik, se pravi, si ga skiciramo. Tole. In pravi, da je ploščina 120 kvadratnih centimetrov. Dolžina katete, se pravi, ena kateta je 10
Izračunajte, koliko meri druga kateta, recimo, da je B, in velikost kota A. Se pravi, če je tukaj stranica A, je A nasproti 10, to je kot alfa. Najprej gremo v ploščino. Pravokotni trikotnik je polovica pravokotnika in zato je ploščina A krat B polovic. In v našem primeru je A 10, B ne vemo, B računamo in to je 120. Zdaj tukaj lahko tole krajšamo, pa je 5. Dobimo, da je 5B 120. Delimo s 5. Dobimo, da je B 12 deljeno s 5 je 2, 20 deljeno s 5 je 4. Se pravi, vse skupaj je to 24. Tole 24,10 sprašuje še, koliko je velikost kota alfa, to pa lahko z kotnimi funkcijami, to je priležna stranica, to je pa nasprotna. In nasprotna deljeno s priležno na posteli teta, se pravi tangens alfa. In v našem primeru je to nasprotno je 10, volamo na 24, lahko tudi krajšamo, 5 dvanajstin. In iz tega dobimo, da je alfa enako arcus tangens od 5 dvanajstin. In to je arcus tangens, oklepaj, 5 deljeno z 12 in je to 22,6 stopinj. Tako. Gremo k naslednji nalogi. To je zdaj že 8. naloga. Lesen navalja postavimo drug na drugega. Na levi sliki je pogled strani, na desni pa pogled od zgoraj. Izračunajte prostornino zgornjega in prostornino spodnjega valja. Zdaj, valj ima prostornino osnovna ploska krat višina. V našem primeru vidimo, da je višina očitno 2. Če reče bo volumen 1, to ne bo prvi, to ne bo pa drugi. Osnovna ploska je pi krat, koliko pa ima polmer manjši, če je to 8, je to 4. Se pravi, pi krat 4 na kvadrat krat višina je 2. 4 na kvadrat je 16, krat 2 je 32 pi, česa kubičnih centimetrov. Zopet lahko pa še pi zamenjamo s 3,14. Koliko je prostornina 2? Isto osnovna krat višina. Pi krat, samo da je drugi, ker je tole premer 12, je potem polmer 6. Višina je enaka, 6 na kvadrat je 36, krat 2 je 72 pi, tudi kubičnih centimetrov. Izračunajte, kolikšen je delež osnovne ploskve spodnjega valja prekrit z zgornjim valjem. Zdaj, če nas zanima delež, imamo najprej ploščine obeh krogov. Ploščina velikega kroga, recimo S veliki, je koliko? Pi krat R, to je 6 na kvadrat. To je 36 pi. Ploščina malega kroga pa je pi krat 4 na kvadrat. To je 16 pi. In zdaj, večja ploščina predstavlja 100%, manjša ploščina 16 pi je pa x%. In zopet, x je, isto kar je nasproti x-a napišemo spodaj, ostala dva pomnožimo. In kaj ugotovimo, da se nam pi lepo pokrajša, še izračunamo 16 krat 100, lahko tudi naprej krajšamo, če želimo, lahko pa kar izračunamo. 16 krat 100 deljeno z 36 in je to 44,4. Česa procent. Tolikšen del je pokrit. Eto.
No, tukaj bomo mogli zdaj malenko stisniti noter. Vprašanje je prostornina največje žoge okrogle oblike, ki gre skozi okno pravokotne oblike širine 0,58 in višine 1 meter. Zdaj, če imamo mi nek pravokotnik, največja krogla bo šla tista, ki bo imela premer dolg toliko, kot je krajša stranica. To pomeni, da je potem polmer 0,25 metrov, polovico manj. Prostornina krogle pa je 4/3 πr/3. Zdaj se stavimo, to obrazec imamo na formulah, krat pi krat 0,25/3 česa kubičnih metrov. In poračunamo. 4 krat, bomo dali za pi krat 3,14, krat 0,25/3 in deljeno za 3. In dobimo 0,065 kubičnih metrov. Če bi to spremenili v litre, bi 3 mesta prestavili, je to 65 metrov. Pa naprej. 6. oziroma 9. naloga. Gremo na 10. Za dolžine stranic trikotnika velja, da je A proti B proti C, 2 proti 4 proti 5. Zdaj iz tega takoj ven dobimo, da je A 2-krat nekaj, B je 4-krat nekaj in C je 5-krat nekaj. Najdaljša stranica trikotnika, ki je podoben temu trikotniku, meri 15 cm. Kjer je najdaljša? Ja, če je C tukaj najdaljša, bo potem C črtica merila 15 cm in isto 5 enot. To pomeni, da je T črtica 15 deljeno s 5, 3. Izračunajte, koliko merita drugi dve. Ja, B črtica je v bistvu 4-krat T črtica. Ker sta podobni. To pomeni 4 x 3, 12. In A črtica 2 x 3, 6 cm. Tako. Idemo 11. Zbiralnik za vodo ima obliko valja, se pravi zopet imamo valj, s polmero 8 decimetrov. Zdaj, glede na to, da je vse decimetrih lahko kar pustimo, torej R je 8 decimetrov. In višina B, ta višina je 24 decimetrov. V zbiralniku je 4000 litrov vode. Litri vode, to so volumen. In liter je isto kot kubični decimeter. Koliko odstotkov zbiralnika je napolnjenega z vodo? Zdaj, če bi bil zbiralnik čisto poln, je to osnovna ploska krat višina, torej pi krat R na kvadrat krat višina, in v našem primeru je to pi krat R je 8 na kvadrat krat višina 24 kubičnih decimetrov, seveda, in to poračunamo. 8 na kvadrat krat 24 krat 3,14. V takih primerkih, ko imamo neko številko tukaj podano, bomo to tukaj napisali, da je to 4823,04 kubičnih decimetrov predstavlja 100%. Naših 4000 pa predstavlja isto kubičnih x procentov. Torej, x je 4000 krat 100 ulovano za 4823. Še prav 4000 krat 100 deljeno za 4823 in dobimo 82 oziroma 83%. Zaprav 83% nabiralnika je polnega. Kvadratni mreži, zdaj že naloga 12. V kvadratni mreži je narisan trikotnik, izmerite in nato še izračunajte velikost kota fi. Zdaj, izmerimo ga pač tako, da ga v trikotnik postavimo, vidimo, da je več kot 90,
Zdaj, koliko točno je? Mi vemo, da je tale stranica dolga 2 enoti. Za druge ne vemo, zato jih bomo izračunali. Pomagali si bomo s pravokotnimi trikotniki. Takole. In to je 2, to je pa 1, 2, 3, 4. In to je hipotenuza, tale x recimo. In velja, da je x na kvadrat enako 4 plus 16. To je 20. To pomeni, da je ta stranica dolga koren iz 20. To je pa še tega. To je pa y, je pa ta cela stranica, to je 4. Zato dam 4 na kvadrat je 16. Plus gor je tudi 16. Je 32, to je y na kvadrat. Y je pa koren iz 32, to je 16 krat 2. Delno koren ima, in koren iz 16 je 4 krat koren iz 2. Za nas pa zanima, koliko je kot fi. Si pa imamo več možnosti. Mogoče pa gremo s pomočjo kotne funkcije. Najprej dobi tale fi črtica. Mislim, da lahko bi šli s kosinusnim izrekom, se pravi, y na kvadrat je ta 2 na kvadrat plus x na kvadrat minus 2 krat 2 krat x krat kosinus fi. Ali pa s pomočjo kotnih funkcij. Če je to gama črtica, je to nasprotna, to pa priležna. In velja, da je tangens fi črtica nasprotna, to je 4 s priležno 2. Torej 2 in iz tega dobimo, da je ta kot fi črtica arcus tangens od 2 in to je 63 stopinj in 63,43 stopinj. Če me pa zanima kot fi, pa vidimo, da sta ta in ta kot skupaj tvorita 180 stopinj in je fi plus fi črtica 180 stopinj. To pomeni, če zdaj 180 odštejemo, dobimo 116,56 stopinj, kar pa, če pretvorimo v minute, je fi črtica 116 stopinj in 33 oziroma 34 minut, ker je pa več kot 50 sekund naprej. No, k 13. naloge. Aha, to je pa neka piramida. Dana je pravilna 4-strana piramida, osnovni rob je ta, ki je v osnovni ploskvi. Višina stranske ploskve, to je višina na A je 10. Izračunajte prostornino piramide. Zdaj, prostorina vsake piramide je osnovna ploskev krat višina tretjin. Osnovno ploskev bi lahko izračunali, ker je A kvadrat, to je kvadrat, 12 na kvadrat je 144. Da lahko tega rečemo 144 krat višina tretjin. Kje pa dobimo višino? To je tole. Stranska višina je tukajle. In če bi naredili mi še tole črto, ta črta je pa ravno polovica A-ja, se pravi, to je 6. To je 10, iščemo višino po Pitagorjevem izreku, hipotenuza na kvadrat, torej 10 na kvadrat je 100, minus kateta na kvadrat je 100 minus 36, je 64. 64 in v je koren iz 64, to je 8. In če imamo ploščino za računa, bi bila 144 krat 8 tretjin, poračunamo. Je 384 kubičnih metrov. Gremo k naslednji, 14. nalogi. Dan je trapez na sliki. A je 19, trapez smo že tudi imeli, tako da bomo zdaj že hitrejši. D vidimo, da je pravokotna stranica, se pravi, ta D je hkrati višina in je 12. Izračunajte dolžino stranice B. Hočemo dolžino stranice B, je najbolj, da takole dol damo pravokotnik. Tem je ta kot še vedno 10, ker je pa ta skupaj 19, je ta 9. Ta stranica je toliko kot D, torej 12. In B je B na
kvadrat je 144 plus 81 in je to 225 in B je 15. Koliko je pa obseg? Za obseg moramo pa vse skupaj izračunati. A plus B plus C plus D je torej 12 plus 10 oziroma plus 19, še tukaj je ena desetka, 15 se pravi, obseg je A plus B plus C, torej 19 plus 15 plus 10 plus 12 in imamo to še šteti. In to je 56. Izračunajte ploščino trapeza, srednjica oziroma A plus C polovic krat višina. Naš A je 19, C je 10, višina pa je 12, da pokrajšamo je 6, 19 plus 10 je 29 krat 6, in dobimo 174, obvezno na koncu enoto kvadratnih centimetrov. Skozi točko A in D ter B in C narišite premice, se pravi AD narišemo premico, pa BC tudi podaljšamo. Tako, in kaj dobimo? Dobimo nek trikotnik. Njeno presečišče označite z E in to označimo. Izračunajte dolžino daljice DE. DE, recimo, da je to X. Vidimo, da imamo dva trikotnika. En trikotnik je tale, zgori. In potem imamo še enega podobnega, samo večjega. In kaj velja? Ja, velja, po tale sem vam izrekel, da je razmerje stranic enako. In zdaj gremo. Na majhnem trikotniku imamo recimo X proti 10. In istoležna kot je X, ki ima v sebi ta kot in pravi kot, je X plus 12. Ta cela stranica je istoležna. Od E do A. Namesto 10 je pa istoležna 19. Zdaj to lahko zapišemo kot ulomek. In pomnožimo. X plus 12 krat 10. Dobimo, da je 19x enako 10x plus 120. X je na drugo stran 9x je 120. Delimo z 9. Dobimo, da je x, tole lahko delimo s 3, 4, se pravi je isto kot 40 tretjin, kar je isto kot 13,1 tretjina. In to je dolžina daljice DE. Česa? Tukaj samo enote, ker niso bili, oziroma imamo centimetri, torej se lahko tudi to centimetri. Lahko 13,33 bo tudi tukaj. Naprej, to je naloga 15 zdaj. Polmer nogometne žoge meri 12, torej R je 12. Ponoči se je na mrazu prostorina zmanjšala za 6%. Zdaj, če hočemo izračunati manjšanje, moramo izračunati najprej osnovno prostorino. 4 tretjine pi R na 3, torej pi krat 12 na 3. In to izračunamo in bomo kar vstavili za pi številko. 12 na 3 krat 3,14 krat 4 deljeno s 3 in dobimo 2234,56. Pardon, 7234,56 česa kubičnih centimetrov. In to predstavlja 100%. Po noči se zmanjša že 6%, to pomeni, da se iz 100 zmanjša za 100 minus 6 na 94%.
in to je x, volumen, ki ga iščemo. Zopet križni račun. Spodaj damo tisto, kar je nasproti neznanke, to je 100. Vzgori pa 7234,56 krat 94. Krat 94 je to, deljeno za 100. In je to 6800,49. To je volumen. Zdaj nas pa zanima, koliko je pa nov pomer. Ker mi vemo, da je volumen pi 4/3 pi r na 3, bomo zdaj vstavili. Imamo torej najlažje, če še tukaj ulomek napišemo. 849 enin je isto kot 4 krat 3,14 pi krat r na 3, ko ne vemo, koliko bo, deljeno s 3. Zdaj pa hočemo r na 3 imeti samega. To damo to trojko vzgori, to štirko pa 3,14 pa dol. Dobimo 6800,49 krat 3, ulovljeno za 4 krat 3,14 je r na 3. To poračunamo. In dobimo 1624. Zdaj pa, ker je to r na 3, moramo izračunati tretji koren iz te cifre. Poiščemo na kalkulatorju, kje imamo tretji koren. In prepišemo cifro, oziroma damo ans in dobimo 11,8. Česa centimetrov. In gremo naprej k 16. nalogi. Na sliki je trikotnik z obsegom 36. Izračunajte dolžino stranic in ploščino trikotnika. Zdaj obseg vemo, da moramo vse te 3 stranice sešteti. In v našem primeru je ta seštevek 5x plus 5x plus 8x 18x. In 18x je isto kot 36. Torej x 36 polovic, oziroma 36 18 in 2. Kar pomeni, da je ta stranica dolga 8 krat 2 je 16, 10 in ta tudi 10. Aha, manjka še ploščina. Bomo še ploščino izračunali. To je v bistvu enakokrak trikotnik. Če bi vedeli, koliko je tale višina, bi lahko izračunali ploščino trikotnika kar kot a krat višina polovice. Višina pa je, zopet pravokotni trikotnik, višina na kvadrat je hipotenuza, to je 100, minus polovica osnovnice je 8, je 64, je skupaj 36, in iz tega dobimo, da je višina koreni 36, to je 6. In ploščina, oziroma S v srednji šoli, je A, ki je 16, višina, ki je 6, polovic, in 16 krat 3 je 48 kubičnih centimetrov. Gremo k naslednji. To je zdaj naloga, če je bila to 16, 17. Na sliki je romb, stranico 6. In tukaj je kot 20 stopinj. Izračunajte, koliko merita kot beta. Zdaj, kot beta je tukajle. Najboljše bi bilo, če izračunamo najprej tole, glede na to, da je to 90. Ta 20, vsi trije skupaj 180, je ta 70. In kot beta je dejansko samo isto velik kot tale, kot to je kot beta. Torej, beta plus 70 morata biti 130. Pardon, morata biti 180.
in beta je 110 stopinj. Izračunati še moramo višino. Višino pa lahko kar s pomočjo Pitagorjevega izreka, ne Pitagorjevih funkcij, ker je to 6. Višina je glede na ta prvoten kot priležna, to je hipotenuza. In priležna s hipotenuza pod hišo je kosinus klet, torej kosinus alfa je p lomeno h. Naš alfa je 20 stopinj, priležna je višina, hipotenuza je pa 6. Torej, koliko je višina, zopet lahko enine damo, ta 6 gre gor. Dobimo višino 6 krat kosinus 20 stopinj in 6 krat kosinus 20 je pa 5,63, 5,64. Česa enota centimetrov. Kole, to je bila zdaj 17., 18. Na sliki je valjasto telo. Na sliki je valjasto telo s podatki, pa imamo te podatke dali noter. Z odprtino v sredini je njegova osnovna ploskev, višina telesa meri 9,1, se pravi, tukaj je 9,1. Tole je 9,1. Stranica kvadrata je 8,4, se pravi, to je 8,4. To pomeni, da je to polovica, je 4,2. In polmer kroga SC, se pravi, to je pa 7,4. In vprašanje je, prva, izračunaj ploščino osnovne ploskve. Ploskve telesa. Zdaj, to telo je malo specialno, je krog, pa noter je kvadrat zen, se pravi, ploščina, ki jo iščemo, enaka ploščini kroga in odšteti ploščino kvadrata. Ploščina kroga je pi krat 7,4 na kvadrat, minus ploščina kvadrata, ki je pa a krat a, to je pa 8,4 krat 8,4. Izračunamo. Na kvadrat krat 3,14 minus 8,4 krat 8,4, se pravi, lahko enkrat na kvadrat. In dobim 101,4 česa kvadratnih centimetrov. Izračunajte površino telesa. Ja, za površino bi mogli dati pa to ploskev S krat višina. In višina je 9,1. Se pravi, to cifro pomnožimo z 9,1 in dobimo 922,6, lahko rečemo 923 kubičnih centimetrov. Izračunajte, tole je površina telesa, prostornina telesa, površina bo pa sestavljena iz dveh osnovnih ploskev in plašč. To je naša osnovna ploskev, tole, kar smo izračunali. Se pravi, to je 2 krat 101,4 plus plašč je pa obseg kroga, 2 pi r, torej 2 pi krat 7,4 krat višina. In poračunamo 2 krat 101,4 plus 2 krat 3,14, 4 krat 9,1 in dobimo 625,7 kvadratnih centimetrov. Mislim, da imamo še eno nalogo. Oziroma, tukaj je